Morda tudi vi čutite neprijetne občutke v telesu, bolečine in nelagodje in vas je strah za svoje zdravje. Mogoče vam razbija srce, mogoče imate mravljince po telesu, cmok v grlu, težke noge, bolečine v glavi, napetost v ramenih ali lopaticah. Ali pa imate pekoče občutke kjerkoli v telesu. In verjetno ste opravili celo vrsto medicinskih preiskav, pa so vam na koncu zdravniki razložili, da je z vami vse v redu. In vi se počutite zelo slabo in težko verjamete, da ste zdravi. Rada bi vas pomirila danes in vam razložila, kaj je pravi razlog, da se slabo počutite in predvsem to, kako lahko dobite svoje normalno počutje nazaj. Prvi korak, da se trajno rešite nepojasnjenih telesnih bolečin in neprijetnih občutkov, da najprej razumemo, kaj je pravi razlog tega vašega slabega počutja. Kadar gre za telesne simptome, ki jim specialisti medicine ne najdejo vzroka, takrat je dobro pomisliti, da morda problem ni na fizičnem nivoju, ampak da je na energijskem nivoju. Ampak seveda se kaže nam tudi na fizičnem nivoju. Morda so vam rekli, veste, to imate od stresa in vam ta odgovor ne pomeni prav veliko, ker še vedno ne veste, kaj narediti, da bi se lahko spet počutili normalno. In ali ne zgleda vedno tako, da kot da nimamo razloga za svoje slabe počutje in kot da ni razlage, zakaj se slabo počutimo, če nam je zdravnik zagotovil, da smo mi fizično zdravi. Pozabite, da boste preko iskanja na spletu našli svojo redko resno bolezen in se pripravite na nov pristop, ki daje prave odgovore na vaše vprašanje in tudi prave rešitve. In tukaj vam za vas dobro in slabo novico. Dobra novica je, da ste dejansko fizično zdravi. Točno tako, kot so vam zagotovili zdravniki in svetujem vam, da jih zaupate in verjamete. Slaba novica za vas pa je, da ste na energijskem nivoju v izjemno slabi koži. Torej, fizično ste vi zdravi, energijsko ste pa v slabi koži, energijsko pa niste v redu, zato vas celo telo boli. Nimate fizične bolezni, če povem to po domače, se je pa zelo veliko stresa nakopičilo v vaše telo in zato se tako zelo slabo počutite. Torej, fizično ste zdravi, telo je energijsko popolnoma izčrpano in zato vas boli, vas peče, mogoče imate vrtoglavico, omotico, slabosti, tiščanje v prsih, cmok v grlu ali kakšno drugo izjemno slabo telesno počutje. Torej, stres se je na nek skrivnosten način naložil v vaše telo in telo tega več ne more kar sprejemati in sprejemati. Zato vas opozarja z bolečino, da je potrebno nekaj narediti. In to je zdaj drugi korak, ki bi vam ga rada podelila z vami, da se res trajno rešite teh neprijetnih občutkov. In to je to, da razumete, da lahko stresne situacije iz preteklosti vplivajo na naše telesno počutje danes. Torej, preteklost in sedanjost sta preko našega telesa povezana. In kako to? Namreč stresne situacije, ki smo jih v preteklosti doživljali, so nam lahko pustile posledice v telesu, ki se jih naše telo čuti še danes, pa se jih morda mi niti ne zavedamo. In morda je od teh neprijetnih, stresnih dogodkov minilo že veliko let, pa je zapis ostal v našem telesu na nekem energijskem nivoju, skrivnostno skrito, in smo ga preprosto prenesli iz preteklosti v današnji dan. Strah, jeza, žalost, občutek nemoči, nevrednosti, vse to, kar smo doživljali ob stresnih situacijah v preteklosti, vse to ostalo zapisano v nas. Tudi če je od takrat minilo že veliko let ali celo desetletij. Naprimer, če smo bili nekoč prestrašeni ali zaskrbljeni, smo lahko začutili pospešeno bitje srca. Dihanje je postalo bolj plitvo, telo je postalo napeto, v krču in v stanju stalne pripravljenosti na nevarnost. In to je normalna reakcija telesa ob stresni situaciji. Če pa teh občutkov nismo mogli predelati na en zdrav način, so se lahko zagozdili v našem telesu, ostali nekje skriti v našem telesu. In na dolgi rok točno ti stari občutki povzročajo naše fizične simptome, ki jih danes imate. In tretji korak, da se trajno rešimo teh nepojasnjenih telesnih bolečin, je razumevanje tudi, da so naša čustva in fizični občutki neločljivo povezani.
In ko mi predelamo neprijetne čustva iz preteklosti, izginejo praviloma tudi telesni simptomi. In moj 14-letni terapevtski praksi sem se vsakodnevno srečevala z ljudmi in sem delala z njimi, da so res predelali stara čustva, ki so v večini izvirale iz preteklosti, lahko iz odrasle dobe, lahko iz najstništva ali celo iz otroštva. Ljudje sicer to izjemno težko razumemo in še težje povežemo, kako lahko na mojo tesnobo danes vpliva dogodek izpred 30 let, ko sem bil še v vrtcu. Ali izpred 20 let, ko me je zapustila moja prva ljubezen. Ali izpred 10 let, ko mi je umrla oseba, ki sem imel res iskreno rad. Ali izpred 2 let, ko sem se srečal s težko boleznijo bližnjega. A vendar vse to vpliva, vse to se nalaga na nas in vse to nam pušča posledice. In izkazalo se je, ko sem ljudem pomagala predelati stare dogodke, spustiti ta stara čustva iz telesa, se je njihovo fizično počutje začelo izboljševati iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. In izginile so tesnobe, vrtoglavice, omotice, bolečine in vse ostalo neprijetno.